Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekome. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Hvaljeno in čaščeno naj vedno bo presvetolične telo, zdaj in vekomaj. Amen. V imenu Otca in Svetega Duha. Amen. Poštovani zadovoljni, gospod Karel Sloveniji, ki je bil posvečen novomačnika 29.6. 1961 v Mariboru, novomača je bila 2. mestnega leta v naši stati. Danes podrujete za domačo, to je 50 let vašega dolgega dela, a v tem jubileju iskreno čestitam. Gospod Karel Sloveniji služboval po različnih župnijah. Leta 1969 pa je nastavljen župnija Podja Prskava in še dalje. Vsa leta nisem bil učenik prednik Pragerska v vlastni cerkvi. Tako je leta 1969 svetniki dogodil cerkvico, ki je bila 16. novembra istega leta posvečena Svetemu križu. Sledi pa je Hrvatska tudi potreba po novej in večji cerkvi. Leta 1996 se je z zakupom zemljišča začela gradnja nove cerkve na Pragerska. Decembra leta 2001 je bilo prišljeno gradno dovoljenje, temeljni kamen pa je bil blagoslovljen 7. julija leta 2002. In že 21. septembra leta 2003 je bilo posvečenje nove cerkve Marijinu Prezmatežu Krstu. 19. septembra leta 2004 je bil predlagan poslovitev 4 novih zvodov. 16. septembra leta 2006 je bila poslovitev nove korje. 24. februarja 2008 pa še posvetitev novega knjižnega notarja, krstilnega tabernaklja, notranjih vodov in barvnih kopij. Spoštovani, v vseh letih ste zavzeto in predano skrbeli za duhovno oskrbo svojih paranov, skojili in duhovno pripravili za mnoge generacije pravoslavcev in delavcev, krstili veliko otrok in poročili mnogo evropskih parov. Mladi prednik svojega duhovniškega poklica ste želeli postati žolti kmenic pri cerkvah v Slovenskih Goricah. In da mislim, da vam ni žal, da ste ostali tukaj, ker so vas prijeli za svojega in vas bomo radi. Na Pragerskem ste pustili neizmerno pečatiti svoje slovenjanosti. Zato ste leta 2007 prišli zlatnik krajevne skupnosti Pragerske Gori, kar je največje poznanje krajevne skupnosti. V tej priliki bomo vam zahvalno spomin podali od ekipe zadnje večerje, delo gospodine Vrška Pivo, Ivrška in Speker, ki je že našel svoje mesto v prezvoru. Obsebnost, kakršne ste vi, gospod Karel Sloveniji, so dali redke in lahko prištevamo med velike posebnosti za našega časa. Danes se nam zdi samo umevno imeti cerkve na Pragerskem, a zgodovina bo pokazala, da se prav to vrača, da ni okazano gospoda Janjica. Spoštovani gospod Ljubnik, Karel Sloveniji, menu krajano Pragerska Italija in ostalih poslovalcev tega svetega hrama se vam za vse, kar ste storili za naš kraj, naše krajane in seveda zahvaljujem in vam želim še bilo zdravja ter dobrega počutja in nami. Hvala lepa. Smo združeni.
čestitali in se vam iskreno zahvalili. Zahvalili za vsa leta požrtovanega dela, ki ne poznamo ne delovnega časa in ne nemotanega počitka ali dopusta. Vseh letih službovanja ste bili priča mnogim radostnim trenutkom in veselja, pa tudi neizmernih redkosti, trpljenjem in žalosti. Vi poznate življenje takšno, kot resnično je, ko so cvetje in obdano stabilno. In navkljub vsem življenjskim viharjem postajate trdni. Veselite se vsakega žarka na obzorju, zastavljate si visoke cilje in uresničujete svoje želje. Od vaših uresničenih želja danes praznujemo. Ta čudoviti hram stoji na trdnih temeljih truda in odrekanja v ponos vam, vsem tam in v našem kraju. Stoji danes in stal še dolgo, kot središče duhovne rasti in ponos še mnogih generacijam za nami. Želimo vam še mnogo zgradb, še veliko prehojene poti posutne scene. Hvala Jezus in dir slava. Na današnji najbolj slovenski praznik, ko imamo zakon našo, pačnega in prinašega in ljubega gospodnika, gospoda Kata Prvovinika. Na začetku današnje sije, da smo zakon naš že prisrčno zahvalni in se vam že tudi vas pozdravim in se vam naprej tudi zahvaljujem. Njegovo zaupanje je veliko. Že pred 2 meseci je tudi zaupal naj na današnji slovenski praznik, kako vas tudi tudi danes, kot zakovačna politika, priličina, nova vaščina in tudi novovačna politika. Sem bolniški duhovnik Marija Rozvirača, ki je Povirača. Njegovo sosed za Marija Rozvirača. Najprej pozdravljamo pismo o njegovem znamenju današnjega jubileja in to vseh naših mariborskih štopov, obeh nadštopov in naslovnega gospoda štopa. Spoštovani gospod Današnji, dragi sobrat v
duhovništvo. V času v 9 slovenskih župnijah odmeva pesem Novomančnih do pozdravu. Odmeva v župniji Svetega Štefana v Spodnji Polskavi in župniji tukaj na Blagenskem, župniji Brezmatenega srca Mladinega, tudi Zlatomančnih bo pozdravu. Ob tem jubileju se hvaležno ozirate, gospod Zlatomančnik, tudi na svojo rojstvo župnijo, to je Sveti Križ v Rogaški Slatini, kjer se je začela vaša življenjska pred 77 leti. Tam, v skromni kmečki družini s 6 otroki, so tudi korenine vašega manjšniškega poklica. Po končanem osnovnem šolanju in mali maturi ste želeli nadaljevati svoje izobraževanje v vojaški šoli. Toda prav na tej poti ste srečali Gospoda Jezusa, ki vas je povabil v vseh globoki tihoti, blidi in poti za Bogom. Po posebnem notranjem razsvetljenju ste spoznali vaši poklic. Čeprav ste se že vpisali v oficirsko šolo, ste svojo odločitev spremenili in se vpisali na gimnazijo v Celju z željo, da postanete katoliški duhovnik. V tistem času je bila vaša odločitev pogumno, junaško dejanje, saj je bil čas, ravno takrat največjega razpoznavanja cerkvi in duhovništva. Po maturi se premagali vse ovire, tudi preganjanja in obljube, številna zasliševanja in pritiske strani tedanje oblasti. Toda ostali ste zvesti svojih odločitev. Po končanem bogoslovju in teološkem študiju v Ljubljani ste bili pred 50 leti posvečeni duhovnika v mariborski stolnici pod roka blagopokojnega gospoda Šlopa Maksimiljana Brženšnika, in to na praznik apostolskih prvakov Svetega Petra in Pavla 29. junija 1961. Za novomančno in duhovniško vodilo ste zapisali Jezus, usmiljeni Bog. Po poti duhovniški Pavlo Begovu. Svečeništvo je križ in žrtev, je sreča, mir in radost. Z blagoslovom Ljudskega Boža in tebe, ki sta v novi manjši nadomeščala že vaše pokojne starše, ste se podali na delo v gospodovem vinogradu v mariborski Lavantinski škofiji. Vrstile so se dušno-pastirske postave, kjer ste službovali najprej kot duhovni pomočnik, kot kaplan, vicar na mesti, župnijski upravitelj in od leta 1969 pa delujete kot župnik župniji Svetega Štefana v Spodnji Polskavi. Že 40 let duhovno skrbujete svoje vernike z oznanjevanjem Božje besede, vzgajate in poučujete mlade generacije, skrbite za sakramentalno življenje spodnjepolskavških in pragerških paradov, vzdržujete in obnavljate župnijsko cerkev in druge cerkvene stavbe, ter sodelujete tudi pri kulturnem življenju obeh krajev. V času župnikovanja v Spodnji Polskavi ste bili deležni sobratskega zaupanja tudi dekanijskih duhovnikov, saj ste bili 10 let prodekan in 5 let dekan dekanije Slovenska Bistrica. Ob vsem tem pa od leta 1995 zvesto opravljate še službo
nadškofijskega referenta za župnijske gospodinje in njihove pomočnice. Prav gotovo svoje dušno-pastirsko delo ste okrunali zgradnjo nove cerkve Marijinega brezmadežnega srca na Pragercu. Tam ste najprej dogradili prvotno cerkvico Svetega Križa. To je bilo 1969. In začeli od njej tudi redno bogoslužje svetih maš in verb. Zaradi hitrega razvoja kraja je kmalu nastala potreba po večji cerkvi, ki ste jo zgradili z darovi iz domovine in tujine, ter z Marijino pomočjo v enem letu in pol, 7. julija 2002, je bil blagoslovljen in položen temeljni kamen. 21. septembra 2003 pa je bila nova cerkev že posvečena. Kmalu zatem je ta cerkev dobila 4 nove zvonove in nove orgle. Sledila je dokončna ureditev prezbiterija in tudi okolja. Dragi gospodinji, za vsa upravljena dela se vam iskreno zahvaljujem, nadškofija in obi župniji. Ob vašem zlatem jubileju mašništva se pridružujemo vsem puščinam želje, naj vas spremlja še mnogo let obidje Božje navzočnosti ali blagoslovi. Varstvo Božje matere in priprošnja blaženega škofa Antona Martina Sončka in priprošnja blaženega učenca Alojzija Grozlika. Monsignor Marjan Brunček, nadškof in metropolit Markovec, Monsignor Franc Kramber, nadškof in metropolit Pokoju, in naslednji škof Pokoju, Monsignor Jožef Snajder. V drugem delu slovenskega pošičila pa sledi tudi zadomašna pridiga oziroma pominja na govor, ki mu ga je podrobil gospod župnik iz Vrtpolja pri Moravčah, gospod Ivan Pavšan, njegov veliki prijatelj, tudi častilec brezmadežnega Marijinega srca in veliko roman Međugorja. Z naslovom Srci, prevodeno presveto srce Jezusovo in brezmadežno srce Marijino, naj bo naše središče posebne verske vzgoje in iz tega naj rodijo vino sadov odrešenja oziroma izpodjenica. Spoštovani, dragi zadomači, gospod Karel Rodnik, spoštovani sobratje, duhovništvo, spoštovani zaupnike našega zadomaštva, dragi župljani, župnije Zuna Polskava in Pragersko, spoštovani vsi cenjeni gostje in vsi navzoči. Veselimo se današnjega praznika, ki je izredno dogovorit za to krajevno cerkev obeh župnij. Moč vsakega pašnika izhaja torej iz češčenja in najglobljega bilovanja presvetega srca Jezusovega po brezmadežnem srcu Marijine. Včerajšnji praznik brezmadežnega srca Marijinega je bil tudi v naši bližnji okolici oziroma v slovenski domovini okrožen s slovenskim hrvaškim romanjem pri Materi Božji zavetnici na Ptujski gori. In to
gotowa neslučajno na praznik njenega brezmadežnega srca. In v petek, ko smo realizovali Sveta Cerkev, smo vhajali tudi od vedno vsako leto v petek po drugi nedelji, po Pinkošti, tudi slovesni praznik Presvetega srca Jezusovega. Odkot prihajajo mačniki oziroma katoliški duhovi? Ravno iz Jeruzalemske Kalvarije. Izhajamo iz Golgothe, izpod Svetega Jezusovega križa, kjer je Jezus na veliki petek daroval oči krvavo daritev nove in večne zaveze. Duhovniki, katoliški mačniki izhajamo namreč iz Jeruzalemske Kalvarije, ko črpamo moč iz prevodenega Presvetega srca Jezusovega. Iz tega studenca žive dobro. Tukaj se najprej odželjamo mi paši. In s to živo vodo zalivamo tudi suha duhovna polja, suhe duhovne vine vseh grčev. In to zakramenti Cerkve, ki tudi izhajajo iz studenca žive vode, to je iz prevodenega srca Jezusovega in srca Marije. Duhovniki, ki izhajajo iz Jezusovega križa, pod katerim je stala in so reševala ves svet, so človeško zgodovino, tudi sveta Božja Mati Jezusova, ki je tudi Mati Cerkve, Mati apostola Janeza, ki je predstavnik vseh mačnikov in pravzaprav vsega človeštva, kateremu je Trinca Marija ravno pod križem postala prava in usmiljena mati. In odtod ima predlažena Trinca Marija naziv soodrešiteljica. Duhovniki, ki izhajajo iz Svetega Jezusovega križa, pod katerim je bil Sveti apostol Janez, tudi svete žene in drugi Jezusovi prijatelji. Duhovniki izhajajo povezano z eno besedo iz Cerkve, iz prve Cerkve iz Kalvarije, iz prevodenega srca Jezusovega. Cerkveno učiteljstvo med velikimi bogoslovnimi učenjaki je prav gotovo tudi Sveti Ignacij Antiohijski učenec, ki nauča vsem mačnikom. Vprašanje in odgovor, čemu smo poslani v Božji moder, kjer zalivamo živo vodo, da se vsi odželjamo. Pravi tako. Mačniki, prizadevajte se. Zalivati srca ljudi z najizmernimi milostmi Presvete Euharistije, najsvetejšega. Najsvetejše, ki je vedno usmiljeno. Z najsvetejšega, ki izhajajo vse daritve stare in nove zavete, vse daritve svetih mač. In nadaljuje Sveti Ignacij Antiohijski učenec, prizadevajte si, da se boste čim večkrat sešli pri sveti mači, k tej evharističnemu bogoslužju, k temu središču našega verskega oziroma krščanskega življenja. Češčenje Boga ali drugo besedo,
adoracji. Za zakon naszego Syna prinaša prečudovito podobo izdelališči in sredini najsvetejše. Od tabernaklja je ta prečudovita eutaristična podoba kot darilo našemu zakonačnemu. Če se namreč pogosto zbiramo v skupni Božji službi, premagamo in uničujemo moč samovolje in vse slabe vplive njega, ki nas zavaja proč od presvetih skrivnosti, ki so zakrvili cerkve, ki je naša molitev in naše poglobljeno življenje v Bogu. Kje dobivajo mašniki oziroma Božji služabniki moč? Kako ne narediti novomašne vidiga, zakonačne vidiga? Duhovniki se morajo vračati znova, nenehno, vsak dan, vsak trenutek. Na Jeruzalemsko Kalvariju, kjer je Božja mati, Kristusova mati, pod Jezusovim križem pridružena soodrešenica Jezusovi daritvi in žrtvi. Pašniki se vračajo v objem Matere Božje, ki je mati cerkve. K materi svetega apostola Janeza, k materi vsakega duhovnika, vsakega izmed nas. Pri svojej človeški slabosti naj bi se mašniki nenehno izručali Materi Božje, materi našega odrešenja. Izročiti se njenemu dobrotnemu, materinskemu in usmiljenemu in brezmadežnemu srcu svete Jezusove mati. In kako zaključiti mašno služenje trojednemu Bogu, Božji materi in vsej bezodni svetice? Sozavetnica Evrope je tudi sveta Benedikta Švedska. Zraven mučenke in Vištanke, zraven svetega Benedikta in poleg slavnih apostolov krščanske milosti, svetih bratov Cemira. Sveto je Vištanke in sveto Benedikto Švedsko je pokojni papež Blažej Janez Pavel II razglasil tudi kot sozavetnice Evrope. In v njeni spisi svete Benedikte Švedske je zapisano, ko je Jezus v njenih videnih povedal tako: vedi, da bodo Božji prijatelji kronani za vsako besedo. To je katoliški duh mašni, ki jo izrečejo zaradi Boga in zaradi svetosti vseh duš. Božji prijatelji duhovniki mašniki bodo kronani za vsako delo, ki ga za to opravijo. Naš zakonačnik, gospod župnik Karel II, je duhovnik svetega katoliške cerkve, ki je posvečen že 32 let Marijinemu brezmadežnemu srcu. Član je tudi duhovniškega marijanskega slovenskega gibanja
je eden od velikih organizatorjev romanja Božjega pridobička. Je človek svetega Vita. 42 let že vodi župnijo Vzhodna Polskava in Praznica, kjer je naredil toliko velikih duhovnih del vse za zmenčanje sveta. Vsakega izmed nas. Njegova velika obnovitvena dela. Pomislimo samo, koliko je podelil Sveti Krst in sprejel vas v občestvo Svete Vezorne katoliške. Koliko je podelil neštetim, breškim zakrvim, prve svete svete, nadaljnih svetih zakrvim prvega svetega opravnika in nenekljega svetega opravnika, kot je opravnični zakrvim. Koliko mi je podelil tudi zakrvim svete crkvene poruke, kot prva priča. Kar je v združil tega, da človek pretiče. Koliko je podelil zakrvim tolačnega usmiljenja svetim bolniškim mazim. Pomislimo samo na to, upam, da s hvaležnost. Koliko je spremljal v tem času na Božjo ljubo, tam, kjer bomo tudi vsi mi nekoč dočakali, tam stajali. Z nami se danes zgodbo veselijo in odpravljajo iz hvaležnosti tudi vsi naši redki. Na Zvotakolskaškem pokopališču, kjer počivati, kjer je v svojem službi, mašni službi, po spremlju zemeljski dopočitku tudi dva mašnika, gospoda Vrtavlja in gospoda Zorova Korina. In mnogih naših dragih ljubljenih pokojnih, ki so seveda še vidno duhovno živo z nami. Kolikšna hvaležnost, koliko usmiljenje, ki se po mašniku duhovno deli vsakego izmed nas. Župnija Sveta Polskava in Praznica, kjer je nam zlato mašnik že toliko let župnij, kjer je služboval z vsem svojim srcem, ki ga nekaj vzgaja v svetosti. Kjer smo v mislih združeni tudi z njegovo župnijo v Rogačni Slatini. Smo na to ponosni in srečni, da je ta pobožni in sveti mašnik tista oseba, s katero lahko pridejo v stik in prejmejo iz njegovih duhovnih sotolažbo in moč, da se vsaka duša izmed nas ponovno lahko zalije in ponovno zraste in obrodijo obilne sadove Božjega usmiljenja. Dragi prijatelji in zlatomačni gospod Karel, te besede sem želel izreči tebi, vsem navzočim ob tvoji zlati maši, tukaj tudi na Pragerskem. Bog naj te blagoslovi in še mnoga leta ti boš še živil. Obilo zdravja na duši in telesu. Amen. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tole oddajo Pot poti bomo pričeli v župniji Spodnja Polskava, končali bomo jo v Medžugorju in prav je, da prisrčno pozdravljam tukajšnjega zlatomašnika, gospoda Karla Drofenika. Bog daj in Bog vas živi. Hvala za pozdrav in pozdrav tudi vam, pa vsem poslušalcem in gledalcem. V imenu vseh gledalcev, pa tudi v svojem imenu oddaje Pot poti, vam po vašem duhovniškem jubileju 50 let mašništva
iskreno čestitam. Na vaši življenjski poti vam želim veliko Božjega blagoslova in spoštovane gledalke in gledalci, z nami, kot sem dejal, je Jezus duhovnik Karel Drvenik. Danes je tudi praznik aškega župnika Janeza Birneja, pa bi morda za tole mislijo z njim začela tole oddajo. Ja, hvala lepa, lepi pozdrav. Danes je res en posebni dan. Ne samo za nas duhovnike, ne? Ker je aški župnik Janez Marija Vianney naš zavetnik župnikov, ampak je tudi vzorni priprošnik vsem vernikom. Zato, ker v njegovem življenju se ni odlikovala učenost, da bi oddajal kakšno svojo človeško modrost, modrovanje, ampak je bil mož globoke vere, bil je mož, ki je bil silno preprost, mož, ki se je popolnoma predal Kristusu in cerkvi na razpolago za ljudi, sijajni pridigar, velik spokornik, dober spovednik in voditelj Božjega ljudstva k Bogu. Zato je po njegovi molitvi, po njegovem trpljenju, po njegovi pokori, njegovemu znanjevanju, predvsem pa tudi njegovem spovedovanju, našlo toliko ljudi pot k Bogu in s tem tudi pot k sreči. Jaz bi še tole vprašanje navezal z blaženim papežem Janezom Pavlom II, s katerim ste se tudi srečali. Imate kakšen poseben spomin na ta dogodek? Ja, to pa recimo povedal bom samo eno stvar. Leta 1992 smo bili slovenski duhovniki pod nekterenevce na tečaju v Rimu, stanovali smo v Slovenikom, to je v tem našem domu, nekaj okrog 24 dni in 21. januarja na God Svete Neže leta 1992 smo imeli svojo mašo ali somaševanje s papežem Janezom Pavlom II v njegovi osebni kapeli. Ko smo prišli v to kapelo, je papež sedel na enem stolu in se je pripravljal na sveto daritev. Jaz sem ga gledal, jaz sem ga občudoval in sem rekel, to ni igra. On je silno trpel okrog pol ure. Takrat sem si pomislil, papež doživlja vse trpljenje cerkve in vse trpljenje človeštva in vse to bo nosil sedaj k sveti maši na oltar. In ko začel maševati, je bil popolnoma umirjen. Mene pa so izbrali, da bom bral pri tej sveti maši evangelij v slovenskem jeziku, ker je tudi molitev, popetje je bilo slovensko. In tako sem imel to čas, da se človek papežev po blagoslov in sem prosil, oče, blagoslovite me pred evangelijem. Po sveti maši smo se pa zunaj morali vsi papežu predstaviti, povedati priimek, škofijo pa župnijo. In ker je on Karol, jaz sem pa tudi Karol, krščen na Karol, sem se pa predstavil tako malo, morda kar prijetno je bilo, dal sem papežu roko, meni sem rekel Karol Drvenik, dioceza, to je škofija Maribor, in parohija, to je župnija pa Poljska va. In papež se je seveda nasmejal, nasmejali so tudi drugi in me je 3-krat potrepljal po rami in rekel, ja, ti si pa danes bral evangelij. Torej, to ne bom nikoli pozabil na tega srečanja, potem pa sploh tega papeža, ki je bil tako preprost, tako ljudski, tako božji in tako marijen. Da nam je res vzgled in se bolj danes vsak dan priporočam. Blažen Janez Pavel II, prosti zame. Kako se spominjate svojega otroštva? Ali je v vaši družini se veliko molilo? Ali ste tedaj tudi sodelovali v župniji kot ministrant? Ja, svojega otroštva se pa
spominjam, rad spominjam. Čeprav smo bili revni, bo rekli po domače očarje, bilo nas je 6 otrok, eden je mali umrl, živeli smo skromno, ampak Bog je bil prisoten vsak dan. Zjutraj smo začeli z molitvijo. Nikoli nismo jedli karkoli, da ne bi pred jedjo in pojedli, molili. Zvečer pa smo vsi pokleknili in smo imeli dolgo večerno molitev. Če lahko še to povem, tudi nedelja pa praznik, to je bilo pri nas samo po sebi umevno, da nismo nikoli bili brez svete maše. Vedno. In Bog je bil vedno prisoten. Posebej, če smem povedati po mojem očetu. On je bil v prvi svetovni vojni, najprej na soški fronti, tam je bil lahko ranjen, potem je bil pa na ruski fronti v Galiciji, je bil pa težko ranjen. In mu je eno nogo od kolena zgor do kolka čisto razmesarilo, ostale so pa nepoškodovane kite. Noga je pa začela gniti, motriti vse skupaj in so mu zdravniki jo hoteli odrezati. On se je pa sklical na cesarja, ne dovolim noge odrezati. In se je obrnil k Mariji. In to k Mariji na Svetih gorah, tukaj, reke Šentpetra je Bistrica ob Sotli. In se je zaobljubil, če mu reši nogo, bo vsako leto za njen rojstni dan peš Romo iz Rogaške Slatine na Svete gore in nazaj. To se pravi 7. septembra dol, noč bo prečul v cerkvi in drugo zjutraj po sveti maši domov. In vsako leto je vzel enega otroka seboj. To je bil lep trenutek, tudi mene vzel. Marija mu je nogo rešila in on je potem to reševal. Zdravniki so priznali, da je to čudež. In moj oče je vedno se na posebni način zatekal k Mariji. In če je bil v kakršnikoli stiski, je klical Marija, pomagaj. Če ga je pa kaj polomil, vseh polomil vsak, je pa spet rekel, Marija, oprosti. Viš, obljubil sem, da ne bom, ampak sem spet naredil, Marija, oprosti. In zanimivo, tolikokrat je klical življenje Marije in prav na praznik imena Marijinega 12. septembra zjutraj je umrl. Prepričan sem, da mu je Marija izprosila srečno smrt in srečno večnost. Kako se počutite kot zlatomašnik, oziroma kako vas je pravzaprav Bog poklical v ta lep duhovniški poklic, ki je pravzaprav tudi težak? Ja, danes se kot zlatomašnik se počutim zelo zadovoljnega, pa tudi osebno srečnega, pa sem hvaležen našim župljanom. Tako tukaj na Prskavi, kakor tudi na Pragerskem, ko so stopili vsi skupaj, vse te tudi organizacije od kulture, gasilci, karkoli pač obstoji v župniji in so se mi vsi nekako zahvalili in se vsi skupaj z menoj veselili. To je od danes. Če pa grem svoje otroštvo, kdaj sem začel prvič, da bi pomislil, da bom postal duhovnik, ne vem, pri nas smo imeli v župniji navadi, da smo duhovnika imenovali gospodek. In to sem se že kot otrok učil gospodek. In takrat je bil kaplan gospod Jože Orešnik, jaz sem bil star 4 leta. In ko me je kdo vprašal, kaj boš pa ti, ko boš velik, sem pa rekel, da bom gospodek, ali pa, da bom Jože Orešnik, da bom Orešnik, ker je bil gospod kaplan Jože Orešnik. Potem sem pa počasi na to nekako pozabil. Prišel je trenutek, ko sem se moral že nekaj začeti odločati v nižji gimnaziji in se odločil, da bi šel celo v oficirsko šolo. Ampak potem je pa delovala posebna Božja milost. In sicer moja mama so bili zelo bolni, umrli, ko so bili stari 48 let, če ne čisto, imeli raka na želodcu, pa so molili in trpeli in umirali, kaj bo z mojim sinom, z menoj.
Jaz se takrat še nisem mogel odločiti, da bi šel za duhovnika. Mislil sem, grem v oficirsko šolo. Ko sem pa začel ministrirati, če grem še nazaj, sem imel pa krstno botro mamino sestro, ki je imela pa prav tako raka. Je tudi komaj dočakala 50 let in ko sem prvi krat ministriral, me je ona povabila na kosilo, pripravila kosilo in je rekla, veš, danes sem zelo srečna, ko si se približal oltarju, da si ministrant. Od danes naprej bom pa vse svoje trpljenje, pa vse svoje molitve darovala, da bi tudi ti postal duhovnik. Moja mama mi tega niso nikoli rekli. Šele letos sem zvedel, da so se silno želeli in da so vse svoje molitve del tudi darovali Bogu za to. Gotovo je moj duhovniški poklic sad molitev krstne botre, mamine molitve in pa trpljenja krstne botre in pa trpljenja moje matere. Zato sem potem tudi naenkrat doživel notranje spremenjenje, da sem v trenutku spoznal, da sem na napačni poti, kar je bilo prej svetlo, je postalo temno, kar je bilo pa prej temno, postalo svetlo in sem sklenil, ne grem v to šolo, ampak grem naprej v gimnazijo in bom postal duhovnik, če je Božja volja. Verjetno se še spominjate vašega novomašnjega posvečenja. Kakšno ste imeli novomašno geslo, katero ste si izbrali? Posvečen sem bil 29. junija 1961 v Mariboru. Za svoje geslo sem si pa izbral po premisleku in po zavesti, da je duhovnikova služba težka in odgovorna in da sam ne bom zmogel izpolnjevati svojega poslanstva, če ne bom imel pomoči od zgoraj. Zato sem si za geslo izbral Moj Jezus, usmiljen me vodi, po poti duhovniški varno me vodi. Potem pa še eno pot geslo od Popeja, duhovništvo je križ in žrtev, mir in radost. Zakaj cerkev posvečuje novomašnike na god svetega Petra in Pavla? Ja, jaz mislim, da je pa to najbolj primeren datum, ne? Apostol Peter je bil prvi med apostoli, Jezus ga je postavil za poglavarja apostolov in cerkve, ti si Peter skala, na to skalo bil svojo cerkev. Mi kot duhovniki moramo biti združeni in povezani s papežem, to je s Petrovim naslednikom, moramo čutiti s cerkvijo in pa apostol Pavel je pa bil največji v svoji ljubezni, apostol narodov, ki je rekel, ljubezen do Kristusa me vodi, pa ljubezen do duš. Zato je on nas se pozabljal in je mislil samo na to, kar je Božje. Ker so z nami tudi gledalci, ki so verjetno zdaj prvi z nami, pa tudi tisti, ki z hrvaškega govornega področja. Katera je bila vaša prva župnija? Kako se je začelo tole pastoralno delo na kratko? Veste, jaz sem bil po novi maši v nekih posebnih okoliških težavah in sem se zelo želel nekam hitro umakniti. Zato sem prosil gospoda škofa, če me lahko takoj nekam nastavi. In me z dekretom postavil za duhovnega pomočnika v Puščavi na Pohorju. Delokrog pa pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu, ker niso imeli tisto leto verouka, ker ni bilo duhovnika. In da bi jaz otroke v počitnicah pripravil na prvo sveto kajilo. To sem takšnim veseljem delal. Vsak dan smo se zbirali k maši, potem k molitvi, k poučevanju, pa tudi malo k igri. In ko sem videl, da so dobro pripravljeni tam nekje 7. septembra, je bilo prvo sveto kajilo in zanimivo 12 otročekov. To je bilo zame najlepše prvo sveto kajilo. Nikoli ga ne bom pozabil. Zdelo se mi je, da sem kakor Kristus med 12 apostoli. Lepo. Poznamo vas kot velikega častilca Marije. Veliko krat promate v Medžugorje svetišče. Kaj vas tam najbolj nagovori? Verjetno je tudi sama sveta maša v cerkvi svetega Jakova posebno podoživetje. Ko sem jaz enkrat
Medžugorje doživel. Se pravi, človek mora najprej Medžugorje doživeti in se prepričati, da je tukaj res Bog na delu, da Bog pošilja svojo mater, Marijo, da je Marija prišla zato, da bi nam vsem skupaj povedala, da Bog obstoji, da je večno in posmrtno življenje in da se moramo v tem življenju na to posmrtno življenje pripravljati. Marija pa prihaja kot mati. To je tista mati, kot najboljša mati, ki ji lahko popolnoma zaupamo. Se ji lahko popolnoma izročimo. Ji izročimo svoje slabosti, svoje delo, svoje trpljenje, svoje želje in vemo, da je njeno geslo, ki ga imamo tudi na slovenskih podobicah iz Medžugorja, kako resnično, ko bi vedeli, kako vas ljubim, jokali bi od veselja. Kako posebno, čudovito je doživetje, ko se srečuješ tam z ljudmi iz celega sveta različnih narodnosti, posebej v molitvi in pa večernem bogoslužju, ko se nobenemu ne mudi, ko noben ne gleda na uro, pa to, če traje to 3 ali pa 4 ure, pa še več, pa ne. Zdaj že verjetno 30 let, odkar romate v Medžugorju. Ja, ni še čisto 30 let, bo pa drugo leto januarja, v začetku 7. januarja sem prvič od 82. leta, tako da me nekaj zdaj nagovarja in me nekaj govori, da bi se šel takrat januarja Mariji zahvaliti, pa še prositi za novo pomoč, pa tudi za naprej, za svoje poslanstvo, da bi ga mogel izvrševati v skladu s Božjo voljo. Ali bom to uresničil, ali ne bom uresničil, še ne vem. Videl bom, kakšni še bodo notranji nagovori in pa navdihi. So z nami tudi gledalci, ki še pravzaprav niso spoznali Božje besede, morda 2-3 besede o sadovih Medžugorja, čeprav je o tem bi se dalo veliko govoriti. Sadovi Medžugorja so res zelo različni. Jaz ne morem reči, koliko sadov in kakšne sadove je kdo sprejel, zato ker Marija ima tam za vsakega pripravljeno milost, kdor pride tja s pripravljenim srcem. In vsak človek pa je nekje oseba za sebe, ima svoje probleme in svoje težave in zato mu Marija, če je prišel tja, podeli tisto, kar mu je najbolj potrebno. Nekateri tam naenkrat doživi Boga, se pravi, začne verovati srce. In potem mu molitev je nekaj, kar več ne more opuščati, čeprav tudi pri njih more. Ali pa k maši mora govoriti, torej je šel takole bolj iz navade, ni doživel svete maše, od zdaj naprej pa gre k sveti maši kot potrebno in jo doživlja. Potem marsikdo je nosil v sebi leta in leta grehe, pa ni mogel praviti spovedi, tam naenkrat začuti, moram biti ne potem srečen. Marsikdo ni mogel odpustiti, je nosil zamero zaradi tega ali drugega razloga, tam je dobil milost, lahko odpusti. Marsikdo ni mogel prenašati svojih težav in svojega križa, tam dobi milost, da vidi, da lahko celo trpljenje, posebni Božji dar, da lahko celo privilegiran, da lahko v svoji molitvi in po svojim trpljenjem sebe posvečuje, druge pa rešuje. In še vedno bi lahko o sadovih Medžugorja veliko govorili, posebej še, če bi se hotel na kakšno posebno milost, ki jo je doživel kdo, ki si je sam bil zraven tudi deležen, pa vam samo rečem lahko, Bog je velik, Bog je čudovit, Marija je vsemogočna priprošnica, Bogu in Mariji hvala za vse. Da bi še naši gledalcev daje pod poti povabil na Vatikanski krščanski strežnik, kjer si lahko te različne oddaje o Medžugorju in tudi o romanih Medžugorja tudi pogledajo. Predvsem bi pa naše gledalce prosil, da molijo za svetost duhovnikov. Kaj pričakuje sodoben človek od duhovnika? Kaj pričakuje človek od duhovnika? Ja,
Veste, kaj pričakujejo? Jaz vse tako mislim. Da bo duhovnik v zgled Jezusa pastirja dobri pastir, ki v življenju prvo, da bo mislil na sebe. Ne bo gledal toliko na svoje potrebe, kakor bo gledal na potrebe ljudi, kateri potrebujejo. Da želi v prvi vrsti ljudem služiti, da jih želi sprejemati takšne, kakršni so, zanje moliti, če treba tudi trpeti, predvsem pa ostati zvest svojemu poslanstvu. Kristus me poslal mene, pošilja tudi druge in zato smo tukaj, da bomo služili in delali, oznanjali Božjo besedo, ljudi posvečevali, pa jih vodili seveda k Bogu, tam pa drugam. To ste zelo lepo povedali. V vsakem duhovniku prihaja Kristus sam. Menite, da je duhovništvo dar in tudi velika skrivnost? Seveda. Kaj je rekel Jezus apostolom? Niste vi mene izvolili. Jaz sem vas izvolil. Zakaj? Mene. Zakaj druge? Zakaj nekoga drugega poklical? To je gotovo veliko skrivnost, ki je na zemlji ne bomo nikoli mogli doumeti. Tudi ne bomo mogli biti Bogu nikoli dovolj hvaležni za to, da je mene poklical. In ker je skrivnost, in ker se nisem tam tega poklica izvolil, ampak mi ga je Bog dal, jaz sem mu moral samo Božjemu poklicu odgovoriti, je zato tudi veliki dar, nezaslužen dar in za ta nezaslužni dar ne bomo mogli biti Bogu nikoli dovolj hvaležni. Jezus je nam pravzaprav zapustil lep spomin, to je sveta Evharistija. Nam lahko zaupate, kako kot duhovnik uživate, ko izgovorite besede, posvetite, gledajte, to je moje telo, gledajte, to je moja kri. Središče duhovnikovega življenja je sveta naša Jezusova daritev in tudi duhovnik ne samo, da jo daruje za ljudi in za druge, mora tudi sam se z Jezusom združiti in iz svete daritve živeti. Duhovniki smo ravno tako ljudje, kako so drugi. Včasih lahko človek nekako hladnka. Tudi svetniki so to doživljali neko tisto notranjo stisko, tako tudi jaz, dostikrat stiskam in pri sveti maši nekako včasih bolj tak nezbran, ne sodelujem s srcem, tudi to se mi zgodi. In takrat seveda rečem samo Gospod, usmili se mene. Ampak trudim pa se, da bi vsakokrat, ko dvignem kostijo, svetorečne kri, je pa se zelo različno, kakšne notranje navdih dobim. Včasih samo rečem, Jezus, verujem v te, pa upam, pa ljubim te. Včasih se zavedam svoje slabosti, svoje grešnosti, pa rečem, moj Jezus, usmiljen. Drugič bom rekel, Gospod, ti si izpolnil očetovo voljo. Podeli mi milost, da bi tudi jaz mogel izpolnjevati. To se pravi, zdaj lahko našteva te moje različne reagiranja. Predvsem pa se mi zdi, da je zelo važno in pomembno, da se duhovnik ob teh Jezusovih besedah, to je moje telo, ki se daje za vas, in to je moja kri, ki se preliva, zaveda, da tudi duhovnik, da tudi jaz, tudi moje telo mora biti tisto, ki se daje, ki se razdaja za ljudi, ne samo za Božji čas, za ljudi, da ne živim zase, ampak da živim za ljudi, za njih dobro in da je tudi moja kri tista, ki se mora prelivati za to in če bi bilo potrebno kdaj, da se tudi na resnični način prelije. Predved se dotaknemo naslednje vprašanja. Drži, da preko nebeške Marije, mame Marije, pridemo k Jezusu. Oziroma, kakšno je bilo tisto prvo srečanje z družino Kozina v Medžugorju? To tako imamo tudi gesla, recimo po Marije k Jezusu. Torej, Jezus je na križu, ko je postavil sveto daritelj, je trpel, je Marijo postavil za mater apostolov in tudi za mater cerkve. Če je Marija mati,
mati Cerkve, je tudi mati Svete Evharistije. In zato nam je Marija v naši življenjski poti tako potrebna, kakor vsakdanji kruh. Ne? Marije se moramo popolnoma izročiti, kako se je recimo izročil papež Janez Pavel II, ko je rekel totus tuus, ves tvoj. Ne? Da smo tudi mi, postanemo tako mali, ne? Kot je Jezus rekel v Evangeliju, če ne postanete kakor otročički, ne prijete v nebeško kraljestvo. Da postane mali, da se Marijo prejmem za rok in reče Marija, vodi me skozi življenje, Marija vodi me k Jezusu, vodi me na moji duhovniški in pa na življenjski poti in pomaga mi spoznavati Božjo voljo in pomaga mi ostati zvest Cerkvi, Bogu in pa ljudem. Verjetno se še spominjate tistih prvega srečanja z družino Kozina, verjetno so to bili starši. Ja, vete, to je pa zdaj spet nekaj posebnega. Takrat še nismo smeli k nobeni hiši iti. Ne? Na cesti so še bili ljudje, ki so imeli trakove. Bilo je še to vse v tisti prvotni, preprosti obliki, kakor je pač bila ta revna vas. In tam je bilo eno tako majhno WC, čisto majčkan, pa ne. In ko sem jaz tja šel, je bil še vinograd do Cerkve. In tam je ena gospa delala v vinogradu. In jaz, ko sem rekel, žena, Bog blagoslovil tebe in tvoje delo, da bi vinograd dobro obrodil. Ona je pa rekla, če si ti mene blagoslovil, boš pa šel z menoj domov. Vse, ko imam še tam pred cerkvi še enega, ki napravil sedi in pa me čaka. Ja, ideš še po njega, ne? Ampak rekli, ne bomo šli po cesti, ne? Smo šli na skrivaj, tako med vinogradi, ne? In ko je ona prišla tja, domov, mi da smo zunaj ostala, šla notri in je rekla, Iče, dovela sem ti 2 popa, ne? To se pravi, Iče me bilo ime, pripeljala sem ti 2 duhovnika, ne? On pa je rekel, bil pater ali duhovnik, to je pravi, ne, misle je na frančiškane, ker tam je frater ali pa duhovnik, dobro nam došel, ne. No in tako smo mi z njimi navezali prijateljstvo in ko smo začeli počasi tudi voditi Romanije v Mečegorje, nam je vedno tam organiziral toliko ljudi k tej hiši, toliko ljudi tam, tako da smo lahko za cel avtobus poskrbeli. Nazadnje je pa sta zbolela, vse sta bila mlada, on je bil starejši od mene 3 leta, mama pa 2 leti, pa sta oba zbolela in sta v enem letu odšla in je takrat poklical svojega sina Nikico in mu je rekel, Nikica, moja zadnja želja je, ko boš imel hišo dokončano in tako dalje, boš sprejemal romarje, glej, da ne boš Dragoto ali pa Karlo, kako so mi dole rekli, ne, nikdar odrekel njegove prošnje, da ne boš vedno poskrbel, da bo on in pa romarji v Medžugorju zadovoljni. In tako zdaj, da vedno res hodimo k Nikici Kozina, tako en avtobus, ko gremo tja skupaj, lepo, čudovito nam postrežejo, lepo se imam kot ena družina in upam, dokler bom mogel, da bom tudi ostal zvest njim, kakor je bila želja matere pa očeta, ne? In kakor je tudi moja želja. Bog daj. Kaj bi na koncu tega pogovora položili na srce kot duhovnik, kot zlatomašnik našim gledalcem oddaje Pot poti, da bi se še ob tej priložnosti našim gledalcem oddaje Pot poti zahvalil, da sem prav preko njih spoznal vas in vse v tej priložnosti zahvaljujem vam, gledalcem in predvsem Bogu, da sem vas poznal in da sem vas tudi parkrat v oddajah Pot poti gostil. Ja, veste kaj, zdi se mi, da dragi gledalci in pa gledalke, da je najbolj primerno, če vam rečem na pot za vaše življenje to, kar pravi Marija v Medžugorju, ne. Imejte močno vero, ne. Verujte, da je Bog, da je posmrtno življenje, da imamo neumrljivo dušo. Jezus nam je to tudi povedal, ne? Kaj pomaga človeku, če bi se svet pridobil, svojo dušo pa bi pogubil. Potem Marija nam polaga, molite vsak dan, začnite dan z molitvijo, končajte dan z molitvijo, ne?
praznujte nedelje in praznike, berite Sveto pismo, to je Božja beseda, ki nas uči prav živeti, spovedujte se vsaj enkrat mesečno in videli boste, da bo Bog z vami in boste srečni in bolj se boste približali Bogu, bolj boste izpolnjevali njegovo voljo, čim bolj bomo poskušali na sebe pozabljati, pa misliti tudi na druge ljudi, pa drugim dobro delati, tem bolj bomo doživljali tudi tisti notranji mir, notranjo srečo. To je pa spreobrnjenje srca, v katerem pa tudi Marija v Medžugorju pravi, ne? Da nam je spreobrnjenje srca in življenja potrebno. In Bog daj, da bi tako vsem, ki me poslušate in gledate, tudi sami osebno doživljali. Prišli k Bogu, ki je naša največja sreča. Tako, kot ste slišali, bomo duhovno povezani preko molitve. Jaz se vam iz srca zahvaljujem, da ste si vzeli čas, da ste podelili svoje misli, besede, da ste spregovorili za naše cene gledalce oddaje Pot poti. V življenju vam želim veliko osebne sreče, obilo Božjega, blagoslova, predvsem pa zdravja in vse dobro na vaši življenjski poti. Hvala lepa za lepe želje, hvala vsem, ki ste me poslušali. In če bo to srečanje komu prineslo kaj koristi, se naprej Bogu zahvaljujem in se vsakim, ki bo deležen kakšnega sodu tega pogovora, veselim. In Bog vam daj vse dobro in lepo in naj bo Marija z vami. Jaz pa spoštovane gledalke in gledalci lepo pozdravljam iz Štajerske. Sedaj boste še prisluhnili eni pesmi, potem pa bomo prisluhnili pogovoru z Nikice Kozina v Medžugorju. Duhovništva, Zlata maša z duhovnikom Karlom Drofenikom. To je velik jubilej. Tokrat sem v Medžugorju pri družini Kozina. Tvoja misel si Marija. Drago mi je, da sem Vesel sem, da sem danes vaš gost. Bili ste gost v eni izmed naših oddaj pred 5 leti. Tedaj je preteklo nekaj let, tudi v Medžugorju se je marsikaj spremenilo. Kako in kdaj ste prvič srečali duhovnika Karla Drofenika? To bo verjetno za naše gledalce najbolj zanimivo. Prvič sem ga srečal v naši družinski hiši. Prihajal je tudi pred tem, vendar ga nisem poznal. Bil je prijatelj z mojimi starši. In če ga boste vprašali, vam bo lahko sam povedal, kako je potekalo to prvo srečanje v Medžugorju. To so bili moji starši, oni so ga povabili v svojo hišo. Jaz vam bom povedal, kako se je to zgodilo po njihovem pripovedovanju in po pripovedovanju Karla. Mama je radila, mi smo imali vinograd kod crkve. Mama je delala, imeli smo vinograd poleg cerkve, bil je tam, kjer so sedaj sanitarije.
Tu smo imeli vinograd in mama je tam delala. Ko je k njej pristopil mož, ki ni bil oblečen v duhovniško obleko, ampak jo je ogovoril. Dobesedno je rekel: žena, jaz bom blagoslovil tebe, tvoje delo in tvoj vinograd. Ona pa njemu odgovorila: če si ti blagoslovil mene, jaz vabim tebe na svoj dom. Takšno je bilo to prvo srečanje moje družine in gospoda Drofenika. Gospodina Drofenika. Šta vam znači kada dolazi u Međugorje? Kaj vam pomeni, kadar prihajajo v Međugorje z Romarji? Verjetno sedaj prihaja k vaši družini. Pa, dok su moji roditelji... Ko so bili moji starši še živi, to je do leta 2000, je on vedno prihajal k njim in Romarji, ki so prihajali z njim, bilo jih je vedno za en avtobus. In ker niso mogli vsi prespati v družinski hiši, je en del Romarjev prispal pri nas v tej hiši, kjer smo sedaj mi tukaj. Tako da mi je prihod Karla pomenil kot prihod mojega bližnjega. To ni bilo več delo, služba, ampak pričakovanje nekega svojega dobrega prijatelja. Po smrti mojih staršev leta 2000 prihajal tedaj k meni, kjer nadaljujeva odnos, ki je bil začet v 80-ih letih in se nadaljuje, upam, da tudi še danes. I nastavlja se, nadam se, i dalje. Ja bi ovoj prilike iskoristio i pitanje kakvi hodočasnici. To priložnost bi izkoristil za vprašanje, kakšni Romarji smo Slovenci. Ob tej priložnosti sem vam prinesel tudi zahvalo naših slovenskih Romarjev, ki so prebivali pri vas in so hvaležni najprej Bogu in vam, ki ste jih sprejeli kot v svoj dom. Prvo bi se zahvalio iskreno na daru. Najprej se vam iskreno zahvaljujem za darilo, ki mi veliko pomeni, kajti to je priznanje za delo, za odnos z ljudmi, potrdilo, da so ljudje od nas prišli zadovoljni. A kar se tiče gostov, so to meni osebno, iskreno, najdražji gosti, saj smo se z leti na nje navezali. Naši gosti so približno 70% Slovenci, navezali smo na nje, razumemo se dobro in tudi kulturno, tradicionalno imamo skupne jedi, tako da o njih mislim vse najboljše. Sve najbolje. Svećenik Karel imao je zlato miso u Rogaškoj Slatini i vi ste bili... Duhovnik Karel je imel zlato mašo v Rogaški Slatini. Tudi vi ste bili na njej prisotni, kako ste se tedaj počutili, kaj ste doživeli, verjetno imate lepe spomine z Rogaške Slatine in te zlate maše, katere verjetno ne boste nikoli pozabili. Pa bilo je predivno. Bilo je dosta... Crkva je bila puna. Bilo je prelepo. Cerkev je bila polna, bilo je toliko ljudi, da vsi niso mogli spriti v cerkev. Uvod v našo slavje je bilo prelepo, tudi govor. Ker je to resna župnija Karla Drofenika, so bili tam navzoči tudi njegovi najbližji sorodniki in prijatelji. Videl sem tudi, da sta prišla tudi dva avtobusa iz Pragerskega, iz njegove župnije, torej še dodatnih 100 ljudi več. U Rogaškoj sam prvi put bio. Kao grad očarala me je za parkovi. V Rogaški sem bil prvič. To mesto me je očaralo s parki, kajti po sveti maši in skupnem kosilu, kamor smo bili tudi povabljeni, so nam pokazali mesto. Bilo je prelepo in to bodo prelepi spomini, ki se jih bom vedno spominjal. Kako vidite danes duhovnika Karla Drofenika? Veliki čovjek i svećenik. Vidim ga kot velikega človeka in duhovnika, ki ima dovolj moči in volje kljub svojim letom, ter da je imel v vseh teh letih dovolj duhovne moči za delo z Romarji, mislim, da je redko srečati takega človeka. Ampak vidimo lahko, da je verjetno tu na delu tudi Božja volja,
Tudi zato, ker je naredil, lahko rečem, čudež na Pragerskem, recimo samo izgradnja cerkve, ki je trajala 2 leti. Da je bila pod krovom. Bili ste tudi tam, kako je bilo? Da je bilo prekrasno. Tedaj je bilo prečudovito, meni je celo žal, da nisem bil na Zlati maši, ki je bila na Pragerskem 3. julija, tudi zaradi obveznosti doma nismo mogli prisostvovati tej slovesnosti, tako da sva z ženo prišla v Rogaško Slatino skupaj, da počastimo to slovesnost tudi svojo prisotnostjo. Upam, da smo upravičili tudi njegova pričakovanja. Ja bi naši gledatelji obavestil, da možejo si ove 3 Slatine. Gledalci bi rad obvestil, da si slovesnost na Pragerskem lahko gledajo tudi na Vatikanskem katoliškem strežniku na spletni strani RKC in videli bodo, kako je to lepo potekalo. Bilo je tudi nekaj presenečenj in verjamem, da vam ne bo žal in da si boste z veseljem vzeli nekaj časa in si to ogledali. Ob tej priložnosti bi vas rad vprašal, kako vidi vaša družina duhovnika Drofenika, pa tudi prijatelje, ki jih je imel v Medžugorju, in verjetno je ob tej priložnosti beseda hvala premalo, vseeno smo ljudje in verjetno potrebujemo tudi tu nekaj besed. Prije svega Drofenik je prijatelj moje obitelji i o prijateljima je... Karel Drofenik je prijatelj moje družine in o prijateljih je težko govoriti. O prijateljih vse najboljše. Ko pride sem, obišče vse moje sorodnike, torej ni prijatelj samo z mano, ampak obišče tudi mojega brata, sestra, vsakokrat. Tako je vsako srečanje z njim, kot bi se srečal z bližnjim sorodnikom. Kako me čakaš, da se vidiš? Vidiš pa se, če ne prej, vsaj 4-krat letno, ko pride skupina v Medžugorje. In to so iskrena in prijateljska srečanja. Ja bi vas na kraju... Na koncu bi vas prosil, da poveste nekaj našim gledalcem pot poti. Što reći, pozdravili sve gledatelje vaše emisije. Kaj ne rečem? Pozdravljam vse gledalce vaše oddaje in zaželel bi jim mir in dobro v njihovem življenju in delu. Ni vse v materialnih dobrinah, nekaj časa je potrebno posvetiti tudi sebi in duhovnosti, kajti ko vidimo, koliko ljudi prihaja v Medžugorje in išče samo duhovni mir, mislim, da ni vse v materiji. Torej, mir in dobro vsem. To ste lepo povedali in iz srca se vam zahvaljujem za pogovor. Vam in vaši družini želim obilo Božjega blagoslova na vaši življenjski poti in da bi bili še vedno blizu našim, še posebej slovenskim romarjem. Hvala. Dragi moji prijatelji, vas bi pa povabil, da obiščete kot romarji Medžugorje in seveda na Vatikanski katoliški krščanski strežnik RKC. To je www.potpoti.si, na strežnik Živilko, in ki vas tudi redno obvešča o medžugorskih marijnih sporočilih. Tukaj boste našli tudi veliko oddaj duhovnih, predvsem tudi z medžugorskimi duhovniki, tudi z vsemi hrvaškimi velikimi marijnimi svetišči. Predvsem pa bi vas rad povabil, da če ne poznate Radia Mir Medžugorje, lahko ga poslušate tudi po celotni Sloveniji v kabelskem sistemu Telius. Več boste našli na spletni strani www.živilko.com ali pa napišete na elektronski naslov pot@planet.si. Jaz vam iz srca na vaših življenjskih poteh želim obilo Božjega miru, predvsem pa, da delate dobro za dobrobit tega sveta, ki je pač takšen kot je, in če lahko naredite nekaj dobrega zase, za tiste svoje najbližje, boste naredili največ. To je vse, kar smo danes v tej oddaji, ki je bila na nekle začeta v Sloveniji, v Župniji na Polskavi. Končali smo jo v Medžugorju, v tem marijnem, največjem neuradnem svetišču, in če boste prišli,
Lahko na spletni strani najdete tudi od gospoda Nikice naslov, kjer boste kaj več, tam tudi telefonska številka in vse ostalo, kar je potrebno, kajti kaj na koncu reči. Zahvalil bi se vam vsem tistim, kateri ste pravzaprav mi na nek način sodelovali v oddaji Pot poti, pripeljali me na različne konce Slovenije, predvsem tudi Hercegovine, kjer smo obiskali veliko župnij, prav na željo naših gledalcev, ne samo slovenskih, tudi tistih v hrvaškem govornem področju. Jaz vas lepo pozdravljam in vas pozdravljam s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus.